Pozdravljeni, a poznate koga, ki je zasvojen s hrano? Sigurno, pomislite, joj, jaz ne morem brez čokolade, jaz ne morem brez tega. Jaz sem se odločila, da posnamem video prav o tem, kako se rešiti zasvojenosti s hrano oziroma kako jo prepoznate. Pa se to že veste, ne? Ko ne moreš brez hrane, ker enostavno, pa se vsi ne moremo brez hrane, ampak brez točno določene hrane. In lestvica obstaja zasvojenosti in pomeni, da tisti, ki niso občutljivi na hrano, pač poje, ko je, ima zmerom dobro počutje, nobenega problema. Druga zadeva pa je, da so ljudje ali pa smo ljudje, ki smo pa blago zasvojeni, se pravi, dokler gledamo določeno hrano, je naravno jesti, ampak ko jo pa začnemo jesti, pa ni šans, pojemo do konca. In obstaja tretja kategorija ljudi, ki so pa močno zasvojeni in tisti pa samo da vidi določeno ali čokolado ali blagovno znamko ali nekaj, enostavno ne more brez tega. No in to je zasvojenost s hrano. Pri vseh zasvojenostih, in zdaj bom posnela serijo videov o zasvojenosti, je najbolj težavna prav s hrano. Ker pri vseh ostalih zasvojenostih lahko rečeš, ok, tega ne bom več delal in problem rečen. Ampak pri hrani ne moreš več reči, zdaj pa ne bom več jedel ali pa jedla in je to to. Glejte, vam pokažem nekaj. Primer zdravega obroka. Zdaj pa se razložim. Tukaj je moj kruh, ki sem ga spekla, to je ajdov kruh. Noter sem pa dala sončnična semena, pa lanena semena sem dala, pa sezam sem dala noter. V glavnem in je nastal takle kruh. Tako da v glavnem ta je od včeraj in lejte, in to je bil primer, to je bila moja, to je bila zdaj moja malca, ampak v bistvu bi bila lahko tudi večerja. Poglejte, kos 2 ajdovega kruha, to je beljakovinski kruh, to je pa namaz iz skuta, pol sem pa zmešala noter zmleta lanena semena, dala sem čija semena noter in na vrtu sem pa pobrala vse zeleno. Mečkam peteršilja, malo zelena, mehen poganko od čebule, malo od česna. V glavnem sem vse skupaj zmiksala in je nastal krasen namaz, slasten je. Tako da v glavnem in zraven papriko in se naješ od tega. To je odlična večerja ali malca, lahko tudi zajtrk. Za hujšanje za vse tiste, ki so ali pa smo občutljivi na sladkor. Preden gremo na izgubljanje kilogramov, se moramo prvo stvar vprašati oziroma moramo zamenjati terminologijo. Ko rečem, jaz hočem izgubiti 5 kilogramov, po načelu, glejte, tega, vse kar izgubim, hočem najdati. In pomislite, če izgubite ključe, jih boste najdeli. In potem slej ko prej najdete vse izgubljene kilograme, vsi se vrnejo nazaj. Zato prva stvar, ko se odločite, vi enostavno rečete, zdaj se pa odločam za lepo, vitalno telo. Odločam se za sebe, moje telo je svetišče, zato ga zdaj hranim zdravo hrano, odločam se zase. Naslednja stvar, nabavite zdravo hrano za doma. Ker če imate zdravo hrano, jo boste jedli. Ena stvar, kar vam priporočam, kupite si sezamova semena, čija semena, kupite si lanena semena in vse to. In zdaj eno stvar, kar sem si jaz kupila, je mlinček, zaradi tega, ker ta semena je treba mleti. Pač, mi ljudje nismo kure. Če bi bili mi ljudje kure, bi lepo v mlinčku zmleli sami. Tako pa, ker nismo kokoši, moramo pač to prej zmleti v mlinčku, da lahko naše telo izkoristi te dobre beljakovine in maščobe, ker dejstvo je, da ta semena so polna dobrih maščob, tudi omega-3 maščobnih kislin, ki vplivajo na celično presnovo. No, tako da to je ena taka zadeva. Recept za kruh vam bom dala povezavo od spodaj, boste videli, ta kruh je tako enostaven, od priprave do konca 1 uro, še tisti, ki niste nadarjeni za peko, vam bo uspel ta kruh. Jaz imam samo v krogu pekač in zato je pač nastal takle kruh.
Odličen je. V 1 uri imate pripravljen beljakovinski svoj domač kruh, pripravljen z vso ljubeznijo in je primeren tudi za večerjo. Naslednja stvar, kar vam priporočam, dajte si nabaviti vijolične sadeže, kot so borovnice in aronija. Jaz imam aronijo posušeno, ena gospa Jožica s Koroške mi jo je poslala in jo v bistvu dam tudi v mlinček in jo zmeljem, ker zjutraj si naredim sadni smuti, zvečer si pa delam te zelenjavne s česnom, z peteršiljem, semeni. In zdaj pa še eno stvar, ne pozabiti na beljakovine. Beljakovine so pa ključne za kot gradniki in ključna beljakovina je skuta ali pa sirotka, jogurt, kefir. In to so ključne zadeve zaradi tega, ker mi potrebujemo 22 aminokislin in zdaj, če pogledamo prav ajdov kruh, ali pa še bolj štale namaz, pogledajte, to je popoln obrok, ker tukaj gor je skuta, to je živalski vir aminokislin, noter so semena, ki imajo ravno tako aminokisline in ravno tako ajda je polna beljakovin, ki deluje na obnovo našega telesa. Še to, zdaj pa tisti, ki ste zasvojeni s hrano, vam manjka en mineral in to je krom. Krom je mineral, ki preprečuje željo po cukru, ki ga dobite v vloženih gobah. Tako da za tiste, ki ste občutljivi na sladkor, bi lahko tle zraven zelo, zelo pasali vložene gobice, lahko tudi šampinjoni. No, druga zadeva, tisti, ki ste zasvojeni s sladkorjem, vam lahko manjka tudi B vitamina, lahko vam pa manjka tudi beljakovin. Tako da v glavnem tukaj dobite, to je to. Zdaj seveda priporočam, če ne gre s hrano, vzemite prehransko dopolnilo, vzemite šejke in boste videli, tudi to pomaga, ker v bistvu dobite vse vitamine pa minerale. Zdaj pa pojmo majhen naprej na zasvojenost s hrano. Od kje lahko izvira zasvojenost s hrano? Par strank sem imela že tako na osebnem svetovanju, rekla so, vse vem, vse diete poznam, ampak ko jaz pridem do kruha, ne morem nehati. Nase sem jezna, ker enostavno se ne prepoznam. Pa kaj je z mano narobe? No, od kje lahko mislite, da izvira taka močna zasvojenost s hrano? Jaz sem prepričana v to, da je duša na potovanju in dušni zapis, ki je v tem astralnem nivoju, prinesemo s sabo tudi pomanjkljivosti iz prejšnjih življenj. Sploh pa tisto, kar se zakodira na ta dušni zapis, je pa, če smo v enem od prejšnjih življenj umrli zaradi lakote. In kdor je umrl zaradi lakote, je v bistvu obljuba sam sebi, nikdar več ne bom trpela lakote. In dejstvo je, da tak človek ne more shujšati, ker kakor pomisle, hujšanje, lakota, ne jest, se mu sproži tisti samo ohranitveni nagon in bo pojedel vse, kar mu pride pod roke. No in če se v tem opisu prepoznate, kaj naredite? Vzamete meditacijo za dekodiranje in greste čist preprosto. Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s spominom moje duše, se pravi, ki je povezan z lakoto, ali pa s pomanjkanjem, ali pa strahom glede preživetja. Kako pogruntati te zadeve? Tako, da naredite mišični test. Mišični test naredite na ta način, da date roke na prsa, potem pa zamižite in enostavno rečete na svoje ime, jaz sem, in greste ponavadi naprej, lahko greste tudi nazaj. In če pa rečete, ne vem, jaz sem Micka Kovačeva, pa greste nazaj. In tako lahko sprobate ta v bistvu potlačena podzavestna prepričanja ali drugo stvar lahko preverite tudi potlačene dušne spomine. Še eno stvar, od koder izvira tale grozen strah glede preživetja. Veste od kje? Kaj pa, če so vas kot otroka puščali lačnega jokati, češ da otrok mora jesti na 4 ure,
da naj se mu pljuča širijo. Vsi tisti in verjetno tiste, mislim, da nas je tukaj, da smo mnogi, ki smo odraščali takrat, ko so rekli, ja, otroka scrklaš. Dajte, prav danes me je ena gospa klicala in je rekla, ja, veš, ljudi ne smeš hvaliti. Kakor jih hvališ, se oni pokvarjajo. In če zrasteš s tem, Bog ne daj nekoga pohvaliti, Bog ne daj nekomu reči nekaj dobrega, zato ker se bo pokvaril. Veste, toliko teh prepričanj nosimo v sebi in nekih strahov. In zdaj je čas, da se to počisti. In če čutite, da je to vaš dušni zapis, da je treba nekaj počistiti, da imate vse noter to obremenitev, začnite delati meditacijo za dekodiranje. Zdaj pa naslednja stvar, kdaj se še poveča ali pa sproži ta želja po cukru? Takrat, ko smo izžeti, ko telo dodatno porabi ves B vitamin, vse vitamine, minerale, takrat samo še telo hoče takojšnjo hranilno dozo in enostavno posegaš tisto, kar je pri roki. In kaj je tista stvar, ki je najbolj pomembna? Poglejte, pomemben je, da spoštujete svoje telo. Da se zavedate, da vaše telo potrebuje na 2 uri do 3 ure rabi hrano. Naslednja stvar, da razumete, kako deluje glikemični indeks in ko boste preštudirali, res vas vabim, preštudirajte glikemični indeks, ki je opisan v knjigi, ko imajo hormoni žur, to je od strani 100 naprej, imate čisto vse opisan, kje je koliko sladkorja, kako kombinirati hrano, pripravljeni so jedilniki, da ne diplomirate zraven tega, kaj ne pa sploh jem in boste videli, zasvojenost s hrano je najlažja zasvojenost izmed vseh zasvojenosti. Ko začnete podpirati svoje telo, boste videli, vaše telo vam bo sledilo in uživali boste v svoji novi podobi, uživali boste v tem, ker se boste dobesedno zaljubili spet v sebe. Tako da naredite to, imejte se radi in življenje vam bo sledilo.